Prebrali smo iz Evangelija po Janezu poglavja, ki govorijo o Jezusovi aretaciji, smrti in vstajenju. Nedelja Svetega pisma je, ko praznujemo dar Svetega pisma. In zdaj smo prebrali to, ker je samo središče Svetega pisma, samo jedro. Kaj sploh lahko rečemo ob tem tekstu? Ob tem sporočilu? Najprej, pravzaprav, moramo reči, da ta tekst ne potrebuje razlage. Potrebuje to, da se vam enostavno spet in spet in spet poglobimo. To preprosto sporočilo o Jezusu, ki je prišel, ki je umrl za nas, ki je vstal od mrtvih za nas. To preprosto sporočilo, ki povzema celo Božjo zgodbo, tisočletno zgodbo, ki je Bog tkal, od Mojzesa, od Abrahama, Mojzesa, prerokov, kraljev, do Jezusa in ki odke še do nas. Cela ta zgodba se v središču tukaj v tem dogodku. Se pravi, prvo, kar je res vso pozornost usmeriti na to, pozorno še in še brati, premišljati in sprejemati to besedo. Tukaj se mora zgoditi tisto sprejemanje, o katerem je Pater Vili malo prej govoril. In seveda, ta beseda je pa sama po sebi taka, da potem tudi kliče, da o njej govorimo, da jo razglašamo. Ampak vendarle, že v samem Svetem pismu pa že najdemo tudi eno zelo pomembno razlago prav tega dogodka. Najdemo jo v Pavlovih spisih. Lahko bi rekli, da so vsa Pavlova pisma ena dolga razlaga tega enkratnega dogodka. Smrti in vstajenja Mesije, Izraelovega kralja, vladarja. Ampak posebej eno odlom imam v mislih, zdaj je to v pismu Rimljanom 6. poglavje, Pavel zelo močnimi besedami poveže ta dogodek z nami, z vsakim od nas, z mano in z vsakim od nas, ki smo tukaj in z vsemi. Prav, da smo s krstom, s tem, da smo postali kristjani, da smo zraščeni in s Kristusovo smrtjo in z njegovim vstajenjem od mrtvih. Se pravi, Pavel prav za nas kristjane je ta dogodek stvar, ki nas v temelju določa. V temelju določa to, kaj mi smo, kje stojimo, iz česa nam živimo sploh. Pavel nas z zelo močnimi besedami, spodbujam vas, da se v priliki to preberete pozorno, razlaga, kako, zakaj pomeni to, kar skozi spovedujemo, tudi Kristus je umrl za nas. Kristus je vstal od mrtvih za nas. Pavel tam pokaže, na kakšen način Bog dejansko usadi ta enkraten dogodek v naše življenje. In zato je to neverjetno pomembno, da se vedno znova vračamo k temu enemu sporočilu. Ker tam sami najdemo točno moč, da premagamo zlo, ki ga vidimo v svetu, ki ga vidimo v sebi tudi, ki ga vedno srečujemo v svojih življenjih. In tam se dogaja vstajenje, novo rojstvo, novo pravo življenje. To, kar vidimo v Kristusu, postaja realnost v nas. Kaj še vidimo tukaj? Spet bi se lahko navezal na to, kar je Pater Vili prej govoril. Tukaj v tej zgodbi vidimo, da človeški greh, tisti problem, ki ga je imel Adam z Bogom, pride v tej zgodbi do konca. Greh postane grešen čez vso mero. Človek si drzne nekaj najbolj nezaslišanega. Boga samega Božjega Sina človečega prebije na križ kot kriminalca, ga zavrže kot enega marginalca, kot enega zločinca. Pršteje ga, kot zločinca ga tretira. In seveda pomenljivo je, da tukaj prav vsa veličina človeštva pade na tej točki. In politična oblast, in verska oblast tedanja. Tukaj imamo judovsko, od takrat od Boga postavljeno oblast, in rimsko. Pojem sekularne države, oba dva vrha klecnata in se zrušta in se pokažeta, da sta samo ena prazna človeška pretenzija. Ampak gor na križu je napis, to je ta prav vladar. To je ta prav vladar Božjega ljudstva. In Bog točno tam v tem, kar zgleda kot poraz, vzpostavil Božjo vladavino, Božje kraljestvo se tam dvigne. In seveda, tako kot tudi Pavel nekaj prav tam, ker se je greh pomnožil do konca, tam se je dominost še bolj pomnožila. In zato je to, kar smo tukaj prebrali, je to evangelij, je dobra novica, je dobro sporočilo o novi, dobri,
pravi oblasti, v oblasti ljubezni, ki je premagala smrt, ki je premagala greh, ki je premagala vso človeško aroganco, vso človeško nasilje, vso to naše hotenje, kako si prisvajati Boga. Tukaj je vse to premagano in Mesija je vstal od mrtvih, s tem je Bog potrdil, to je moj vladar, moje kraljestvo je tukaj in bo vstavil. Vemo, da on ne umre več. In to je dobra novica tukaj za vse nas. Božja milost se je tukaj nad vse človeštvo, se razliva točno iz tega konkretnega zgodovinskega dogodka, iz dogodka križa in iz dogodka praznega groba. Jezus je vstal Mesija, on je med nami zdaj in on je tudi take nam daje, da ko beremo Svetopismo, ta beseda iz črk, ki so samo črke na papirju, postane živa beseda, postane ogenj v nas. In tako kot v prvih dveh učencih, ki sta hodila z Jezusom po Emausu, Jezus nam daje, da gori v nas, ko slišimo Božjo besedo, ko slišimo Svetopismo in ta beseda nas lahko transformira. In to je pa potem naslednji korak, je pa to, da se to oznani. Zdaj bomo pa prebrali še en kratek odlomek, ki govori prav o moči tega oznanila.